prihodkinjo in mu ga bo torej dala na roko, bo lahko domov grede napolnil rezervoar in zamenjal dotrajane brisalce na vetrobranskem steklu. Če pa bo moral, v priču novih okoliščin bodo rekli le podpisati pogodbo, potem mu bodo denar najverjetneje spet pozabili nakazati. Kakšen vpliv ima kultura na mlade? Se vam zdi, da lahko neko literarno delo, glasba, film vplivata na politično participacijo mladih? Kultura vpliva v večjih pogledih. Jaz sem prepričan, da ta svobodomiselnost Maribora, tudi ta nek državljanski pogum Maribora, ki ga zdaj pač vidimo in ki je seveda to, kar je dobro v tej situaciji, izhaja tudi iz tega, da je bil Maribor Evropska prestolnica kulture, da je neko, bi rekel, to dozo razmišljanja večplastnega in v več smereh doživljal to leto. To je neka drzna trditev, ampak jaz sem prepričan, da temu je tako. Seveda so mladi na različne načine pač udeleženi v kulturnem življenju in so tudi na različne načine udeleženi v političnem življenju, ampak na vse zadnje govorimo o istem pojmu. Kaj mi lahko kulturnik vašega formata pove o revoluciji? Kako ta vpliva na mlade, kako jo doživljajo? Poglejte, jaz sem bil kot mlad, zelo mlad v uredništvu Nove revije, tudi v času 57. številke in zmeraj sem si rekel, čeprav se kasneje nisem politično angažiral, zmeraj sem si rekel, vesel sem, da sem bil takrat na pravi strani, da lahko zmeraj v življenju rečem, da nisem bil pač na napačni strani, ne. Danes mladi stojijo pred enako odločitvijo, ne, in mene je v življenju zmeraj vodila želja po svobodi, želja po sožitju, želja po neki harmoniji, želja po empatiji. Tudi imam izrazit socialni čut, vse to so pač neke vrednote, ki niso na svet, ne, ampak ki so nekaj, kar obstaja samo po sebi. Mogoče smo res stopili v neko obdobje v zgodovini, ko so te vrednote potisnjene na prvi pogled v ozadje. Na spletu lahko preverjamo vašo pesem Za svobodo. Lahko v njej vidimo trenutno Mariborsko ulico. Pa ta pesem je nastala pravzaprav veliko prej, ampak tudi se je sama nekako na spletu pravzaprav prebila v ospredje, verjetno zaradi tega verza, ki pravi: živela bo pesem o fantu, ki duše ni hotel prodati. Po ulicah vaših je hodil, ostal je za zmeraj pred vrati. Pri poeziji je tako, jaz mislim, da večina take poezije, ki v takih časih nekako pridejo v ospredje, ni nastala s tem namenom. To ni, bi rekel, v nekem vzorcu napisana, ne vem, protestniška pesem, ampak je to ljubezenska pesem, ki pa očitno nosi v sebi verze, ki jih zdaj pač ljudje prepoznavajo in so tudi mladi očitno prepoznali.